Zdaj, bolj kot slabi plagiat iz Italije, pa Slovenijo te dni razburja slabo meso iz Poljske. Po zadnjih podatkih Slovenci sicer nismo prejeli mesa iz sporne poljske klavnice, je pa ogromno strahu povzročila najdba salmonele v mesu za kebab. V Sloveniji je tako varno jesti kebab, je pa dejstvo, da je slabše kakovosti, slišimo. Kar se tiče salmonele pa... Malo za šalo, malo za res, to je v mesni industriji domača žival. Ja, pač, a si predstavljate, salmonela kot domača žival, a? Bi odganjali ljudi bolj kot pitbull. Kakorkoli, pravijo, da naj bi slovenski kebab bil varen, čeprav je v preteklosti ogromen strank poročalo o slabosti. A pri uporabnikih kebaba je težko ločiti slabo počutje in prebavne težave, ki izvirajo iz pokvarjenega mesa in tiste, ki izvirajo iz tega, da si pred kebabom zlil vase še 12 velikih pirov. Je pa afera s poljskim mesom odprla nekatera pomembnejša vprašanja, naprimer, kam gre meso slabše kvalitete. Za odgovor smo se obrnili na vodjo celjskih mesnin. Meso se uporablja za poltrajne barjene izdelke, za vsebnosti govedine in pa tudi seveda za tako imenovan grill program poleti za čevapčiče, po domače pleskavice. Čevapčiče, po domače pleskavice. Jaz ne vem za vas, ampak tole meni zveni zelo prepričljivo. Oziroma po domače niti mal. Človek iz mesne industrije, ki ne loči med čevapčičem in pleskavico. To je kot človek iz kulture, ki ne loči med avtorskim delom in prevodom. Fantje, nismo rekli, da tega več ne bomo omenjali. Okay. Torej, zakaj sploh uporabljamo poljsko meso, namesto da bi uporabljali domače slovensko? Naj nam razloži gospod z izjemno globokim glasom. Ta mali proizvajalec, slovenski, lokalni, nikakor ne mora priti not v te javne razpise, ker se mu cenovno ne izide. Ker se cenovno ne izide. Torej, mislimo, da jemo slovensko meso, v resnici pa jemo poljsko. Očitno se s podobnimi težavami soočamo tudi pri kulturi. Mislimo, da gledamo slovensko komedijo, gledamo pa italijansko. La prova generale ali po domače profesionalci SP. Ampak dejte, no. Mislim, zdaj pa dost, no. Zdaj pa dost. Dost v človeku, ki ga več ne bomo omenjali. Vrnimo se k mesu. Če nič drugega, se bomo zaradi direktorja Urada za varno hrano končno naučili, kako se sklanja kebab. Kebabu. Dajmo si, kebaba pri kebabu s kebabom. Še dobro nismo imeli afere, v katero je bila vpletena oboa. To je bilo ful težje za sklanjati. Težje za sklanjati, kot za špilati. Kakorkoli že, poceni meso iz Poljske pa ni samo v kebabu. Glavnina tega mesa, ki prihaja iz Poljske, gre v sistem horeka, se pravi restauracije, te menze, kantine in javni razpisi v bolnicah, šolah in vrtcih. Vrtci, bolnice, domovi za ostarele, če strnemo, poljsko govedno v Sloveniji torej jedo predvsem ljudje v plenicah, ki imajo težave z žvečenjem. Kar je zelo tipično za Slovenijo, a ni? Vedno serviramo najslabši material najbolj ranljivim skupinam, ki se ne morejo braniti. Čuke otrokom, rjavce upokojencem. To je grozno! To ni okej! Kebab in pokvarjeno meso pa sta zaznamovala tudi pogovore na medmrežju. Debata o kebabu hitro dobi ideološko dimenzijo. Anonimni komentarji, da bi v ozadju lahko šlo za večjo afero, ostanejo spregledani. Med njimi tudi anonimno pričevanje zaposlenega, da imajo s pokvarjenim mesom v Panviti opravka na tedenski bazi. Moj komentar ne bo stal spregledan, če bi bil napisan v slovenščini. Dajte tole pogledati. Dajte pogledati. Zveni kot besedilo neobjavljeni pesmi Vlada Kreslina. Vsaki torek delam z mesom. Vsaki torak smrdi, domači noči vohat roko, še moj pes se ma boji. Hvala. Imitator SP. Ok, dost. Kaj se dogaja v slovenski mesni industriji? Mogoče ima odgovor Dejan Židan, ki je bil včasih zaposlen prav tam. Jaz vem, da mene sprašujete zato, ker sem bil nekoč tam direktor, ampak ne pozabite, skoraj 10 let sem že nekje drugje. Res je, v 10 letih se marsikaj spremeni. Židan je bil direktor, Pahor je bil premier, Kobal je bil spoštovan. Ne, resno? A bomo celo dajo to delali? Res ne vem, kdo mi piše tekste, za razliko od Kobala. Lej, no, ker nočejo nehati, fante, v režiji. Ampak dajmo se vrniti na meso. Kako je sploh možno, da se je na Poljskem v članici Evropske unije meso bolnega goveda znašlo v klavnicah? It's much more beneficial for them to basically call a dealer and not to pay 400 euro to state to kill the cow and to utilize it, but just to get 150 euro and get rid of the problem.
Prekupčevalc pravite, me prav zanima, kako poteka ta pogovor. Ej, stari, imam nekaj robe zate. Ne, niso tablete, nekaj boljšega je. Govedna. Stari, tok but ne boš obležil. Sicer pa 400 € za uspavati eno kravo. To morajo obstajati cenejši načini, no. Dajte na telefon mojo mamo, bo zastonj, no. Tisti, ki vas skrbi, da ste zaužili kaj spornega poljskega mesa, pozorno spremljajte morebitne simptome, kot so slabost, vročina, driska in nenadno znanje poljskega jezika. V prihodnje pa se skrbem najlažje izognete tako, da kupujete meso z oznako slovenska kvaliteta. Denimo pri oznakah, ki jih lahko zasledite v trgovinah pri nas, Slovenija moja dežela, 100% slovensko, pa kakovost iz Slovenije, spoštujmo slovensko, kakovost iz Slovenije, slovenski izdelek. Ni nujno, da so bile same surovine tudi pridelane v Sloveniji. Čakaj malo, nalepka slovenski izdelek torej ne pomeni, da je meso slovensko. Kaj pa pol pomeni? Slovenska kakovost in ta znak SQ predstavlja in pomeni, da je izdelek, storitev ali produkt izdelan v Sloveniji in vsebuje vsaj 50% slovenskega ali znanja, ali sestavin, ali pa je narejen v Sloveniji. Ok, čisto simpel za razumeti. Ali je pol mesa iz Slovenije, ali bi pol mesa lahko bilo iz Slovenije, ali pa je v mesariji enkrat hodil v Slovenko, pa se pol ni šlo, ali pa meso sploh nima veze s Slovenijo in Slovenci, ali pa je to goveje, da se že skoraj malo zasluži nalepko. A sem prav povzel? Mislim, pa kaj je to? Pa kaj to pomeni, da je bila pri mesu uporabljena polovica slovenskega znanja? Šemso, kaj je to za en kos mesa? Pa meni se zdi kot kremenatla. A viš, meni se pa zdi, da so rebrca. 50% slovenskega znanja. Slovenska kvaliteta. A veste, kaj se pa še prodaja kot slovensko, pa sem posredno povezano s Slovenijo? Zadnja predstava Boris... Ne bom prebral tega več. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!